na tem letos res zadnjem dogodku Festivala literature sveta Fabula 2016, ki ga zaključujemo spet nekoliko bolj teoretsko. In sicer se bomo danes pogovarjali na nek način o kulturni ekonomiki. Vsi se seveda zavedamo vsega neoprijemljivega kapitala, ki ga kulturne in kreativne industrije imajo. Nas pa zanima, kakšen je možen ali dejanski ekonomski učinek teh kulturnih in kreativnih industrij. Mislim, da smo zbrali zanimive in kompetentne sogovornike na to temo. Današnji dogodek je mišljen kot javna debata, zato ste seveda vsi v občinstvu vabljeni, da prispevate tudi svoje poglede na to problematiko in vas vabimo k sodelovanju. Spraševali se bomo tudi o tem, kje je meja med gospodarskimi politikami, kje se začnejo kulturne politike, kako se prepletajo, če se pri nas sploh prepletajo. In za konec, preden predam besedo, bom samo predstavila goste omizja, da prihranim nekaj dela moderatorjev. In sicer, tukaj z moje strani bom začela, gospa Natalija Medica prihaja iz Ministrstva za gospodarstvo, iz Direktorata za podjetništvo, konkurenčnost in tehnologijo. Zraven nje sedi dr. Andrej Srakar z Inštituta za ekonomska raziskovanja na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Potem Ajdan Cerar z Regionalnega centra za kreativne ekonomije Ljubljanske regije. V sredini sedi moderator današnjega pogovora, Lenart Kučič, novinar in kolumnist časnika Delo, pa še kaj več. Potem Eva Matjaž, ki je soustanoviteljica kreativnega centra Poligon in iniciativ Slovenia Coworking in Crowdfunding. In na moji skrajni desni Miha Mazzini, pisatelj, publicist, danes pa zagotovo tudi majčkeno v vlogi podpredsednika Sazorja. Zdaj pa bi besedo kar predala moderatorju in želim vam uspešno razpravo. Hvala. Hvala za uvod. Jaz sem rekel, da sem lahko majčken inkvizitorja, kar pomeni, da ne bom samo podajal mikrofon in predajal besedo. Tudi vas kar prosim, da ne bomo preveč formalni. Jaz sem se približen davno izhodišče, pa povedal, kdo ni na izhodišče vprašanje odgovarja, ampak ni treba samo ostati pa sedeti pa čakati, da boste prišli na vrsto, ko se to meni zazdi, ampak če imate tako kakšno tako stvar fajn za navezati, ni noben problem, lahko kar gremo za to, da bo malo bolj živahno vse skupaj. To podobno pa velja za vas, bomo naredili dve pauzi vmes, pa na koncu dali prostor še za zaključno debato. Preden sem šel v Anglijo za nekaj časa, sem za idejo kulturnih industrij vedel samo iz branja kritične frankfurtske teorije, Frankfurt, Adorno pa Horkheimer pa kulturna industrija kot nekaj tako zlega oziroma skoraj orodja propagande in množičnega pranja možganov. Ampak, ko sem pa zbiral izbirne predmete, sem pa na enem od teh izbirnih predmetov videl tudi kreativne industrije. Nisem vedel točno, kaj to zvenel je dobro in sem se vpisal na tisti izbirni predmet in razmeroma kmalu sem zvedel, da na ta fakulteta, na kateri sem bil, eno tako zanimivo zgodovino. In sicer, da so bili na samem začetku, tam konec 70-ih let, začetku 80-ih let, da so bili veliko njihovih poznejših akademikov je bilo kontrakulturnikov, recimo bili so tam od McLarna do Vivian Westwood in podobnih britanskih norcev, ki so bili na tistem faksu dejavni, ki so potem pozneje postali akademiki in takrat se je prvič nekako začel, ko je industrijski sektor začel že malo propadati in so mogli mladi ljudje razmišljati o tem, kaj bojo pa počeli v življenju, so začeli zganjati to, čemu se danes reče kulturno podjetništvo. Kar pomeni, iskali so načine, kako v klubih in drugje preživeti. Na kakšen način z ustvarjanjem preživeti in na kakšen način razširiti področje kulture in ustvarjanja širše kot samo na tiste obstoječe institucije. On je to ratalo v 90-ih letih uradna politika in takrat je prišlo do ene take genialne ideje na neki točki, da bi se pa pod Blairovo kampanjo, skupaj s tretjo potjo, prodali pa še eno idejo Cool Britanije. Kar pomeni Britanije kot ene države in hkrati gospodarstva, kateri
velik izvozen artikel in velik vir prihodkov je kulturna oziroma takrat že kreativna industrija. Da bomo približno vedeli, o čem se sploh pogovarjamo, tukaj prvo prepustil to nehvaležno nalogo gospodu Cerarju, naj večkrat pove, kaj sploh mislimo, ko rečemo danes kreativne industrije, kulturno podjetništvo in vse ostale stvari, so to. Imajo kakšno vsebino, ali je to samo nekaj, kar preberemo v vseh mogočih kulturnih politikah, strategijah in drugih dokumentih, ko veš, da najverjetneje država nekako nima kakšne ideje, kako reševati socialne politike, ampak bodimo pa kreativni pa kul. Hvala. Kreativna industrija, kreativni sektor in tako naprej je zadnji čas res popularen termin. Nekako se začne v Evropi uporabljati ali pa pojavlja zelo intenzivno tam po letu 2000-2005, ali pa kaj tazga zelo ga je populariziral ameriški avtor Richard Florida, ki ima tudi velik odzven v Evropi. In nekako je predvsem rato zelo popularen preko mest. Mesta so se začela spraševati, kako generirati novo ekonomijo, kako priskrbeti nove zaposlitve za meščane in kaj narediti z odsluženo industrijsko dediščino. In tukaj so nekako kreativne industrije, kreativni sektor, teorija kreativnih mest in na koncu še kreativnega razreda, nekako super pasala v to zgodbo. Kreativni sektor je bil sektor, ki ne bi nadpovprečno hitro rastel v smislu dobička, profita, v smislu zagotavljanja novih delovnih mest, ne bi nekako priskrbel oziroma ponudil novo vsebino za odslužene industrijske hale oziroma industrijsko dediščino. In tako se nekako urinil v prvi vrsti v agendo postindustrijskih evropskih in ameriških mest in v drugem planu v državne strategije podpiranja nekih novih ekonomij, novega postindustrijskega gospodarstva, rečemo temu. Kaj se pravzaprav kreativne in kulturne industrije so? Definicij imamo tle celo množico. Jaz mogoče najbolj sledim ali pa največkrat uporabljam britansko definicijo. Britanci so bili nekako prvi, ki so se s tem v Evropi začeli intenzivno ukvarjati in tudi kot definicija je mogoče za sekundo lažje razumljiva in predstavljiva, kot je tista od Evropske unije, seveda. Kakorkoli, kreativne industrije ne bi izhajale iz talenta, znanja in ustvarjalnosti in na temu generirale profit oziroma delovna mesta. Torej, tukaj je poudarek, ki ga moramo razumeti, da gre za neke ekonomske dejavnosti. Zraven kulturne industrije, ki ne bi pasale v to skupino, večkrat se v angleščini uporabi izraz CCI, Cultural and Creative Industries, v slovenščini KKI. Kulturne industrije ne bi šle nekako bok kreativnim industrijam, vendar se nekoliko delijo v svojemu namenu. Njihov namen ni zgolj profit in delovna mesta, ampak je namen kulturnih industrij lahko tudi bolj iz skupine klasičnih kulturnih namenov, ki niso toliko profit-oriented, kot temu rečemo. Zdaj bom mogoče zaključil ta povzetek definicij z slovenskim primerom. V Sloveniji v glavnem uporabljamo izraz kreativne industrije, ki po mojem ni najbolj posrečen oziroma je malo lost in translation v smislu, da creative industries bi nekako po mojem bolj pravilno poudarjali kreativne dejavnosti, medtem ko kreativne industrije nekako dajo ta prizvok nekih industrij zraven, ki je vprašanje, če mu je tukaj mesto. Kakorkoli, s kreativnimi industrijami v Sloveniji je tako, da nimamo povsem sprejete nacionalne definicije. Nastavki tega se pojavljajo recimo v nacionalnem programu za kulturo in v določenih publikacijah, študijah ali politikah kulturnega ministrstva, ampak ko se pogovarjam s pravniki in recimo hipotetično predlagam spremembo zakonodaje, da bi bila bolj smiselna za razvoj kreativnega sektorja, kreativnih industrij, me zmeraj podučijo, da to ne je mogoče, ker nimamo nacionalne definicije kreativnih industrij in če ne pišemo v nek zakon izjema velja za kreativne industrije, to pravzaprav ne pomeni kaj dosti ali pa skoraj nič, ker ne vemo točno, o čem govorimo. Iz tega nekako izhaja, da bi bilo verjetno zelo pomembno na nacionalni ravni iz dveh razlogov definirati, kaj s tem v Sloveniji mislimo. Prvi razlog je, da lahko na podlagi tega delamo specifične politike, in drugi razlog, da bi to lažje merili. Namreč Britanci to zelo dobro merijo in zelo hitro pridemo do podatkov, kaj to pomeni v smislu zaposlitev, v smislu nekih klasičnih gospodarskih kazalcev in tako naprej. V Sloveniji je, da pridemo do teh podatkov, potrebno nekaj več truda in zelo hitro se pokaže, da različne študije merijo različne zadeve, uporabljajo različne definicije, merijo v različnih letih, neka študija se navezuje na 2009, neka na 2011 in 2013, kar seveda oteži primerjavo podatkov. In predvsem nimamo čist pregleda na tem, kakšen je trend.
Kakorkoli, dovolj je tudi, da se tukaj neka zgodba kaže. Primarna zgodba je, da je v Sloveniji kreativni sektor pomemben bazen zaposlitev. Govorimo nekje med 2 in 3% delovnih mest, kar je precej primerljivo v nekem evropskem kontekstu. Druga zadeva, ki se načeloma kaže, je, da je kot sektor nekako povezan z rastjo, da če pada v času največje krize, pada počasneje, oziroma se krči počasneje kot drugi sektori. In da, to je recimo za nas kot regionalno razvojno agencijo najpomembnejši del in ga najbolj spremljamo, da mesta oziroma občine, v kateri je delež kreativnih poklicev večji, tudi boljše kažejo v ostalih gospodarskih kazalcih, kar pomeni, da se tukaj neka ta britansko izhodišče nekako potrjuje, da kreativne industrije so pomemben gospodarski sektor in v smislu zaposlitev in da kažejo neke ugodne gospodarske kazalce oziroma povezanost s njimi. No, ampak ljudje, ki so bili takrat v štabu kulturne ministrice Prebleru, so ugotovili, tako so pač povedali tako zanimivo anekdoto. In to je, ko kulturni minister prije k finančnemu ali pa gospodarskemu ministru in začne govoriti o kulturi, ne mu vse dol pade. Kultura je drugo, s čimer se ukvarja vse prej kot gospodarski pa finančni minister. In takrat so prišli do take navidez genialne ideje. In sicer kaj pa, če bi to šlo to, kaj zdaj gospod Cerar govoril, če bi pa mi kulturo tako prikazali skozi BDP, delovna mesta in podobne iste kazalce, pa smo v ušesa odprla. Je to samo teorija, ali se to tudi v praksi zgodi, če na ta način prikažeš kulturo, da vaši sogovorniki, medica, bolj prisluhnejo vsem, na kar prilivate besedo kultura? Najprej bi rada povedala, da je Ajdan že praktično vse povedal, kar se tiče definicije in zgodovine in tako naprej, ampak še nekaj mislim, da je potrebno poudariti, da zdaj kulturni kreativni sektor je taka brenčavka, ki se je začela več pred leti iz nekih razlogov uporabljati tudi v, rečemo, inovacijski pa industrijski politiki. Mislim, da je takrat zmanjkalo tistim, ki politiko delajo, predvsem na EU ravni, neke vsebine. Niso več vedeli kaj bi z trdo tehnologijo gospodarstvu je pomagalo, ampak ne dovolj. Končno so ugotovili, da mogoče bo tiste mehke komponente nekaj še prinese. Se je začelo pred leti, potem tudi na EU ravni o kulturnih kreativnih industrijah govoriti. Bi pa poleg teh definicij pa problemov, z definicijo, ki v Sloveniji nažalost še vedno nimamo, jaz upam, da v kratkem bomo en konsenz dosegli glede tega. Jaz mislim, da bo treba po dejavnostih pogledati in enostavno se odločiti, kaj je, kaj ni. Rada bi 2 stvari še dodala. Dobro bi bilo, da bi celotno gospodarstvo bilo kreativno, maksimalno, kjer se le da. Da nehamo ločevati, to je pa ta sektor, to je pa ta sektor. Drugo, kar je pa ta definicija, katera dejavnost je kreativna, predvsem kreativna, ne toliko kulturna, je pa tako izmuzljiva zadeva. Stvari se dodatno, zdaj se digitalizacija blazno, horizontalno čez celotno gospodarstvo, še posebej čez kreativne sektorje dogaja. In se tukaj zdaj poraja vprašanje, kaj pa, ne vem, za IKT, kaj pa z računalniškim programiranjem, kot dejavnostjo, kaj šele, da se to kot vsebina znotraj celotnega gospodarstva ne prepleta. Mislim, da je ta definicija bo vedno bolj tudi izmuzljiva in bo treba mogoče vsako leto prevetriti, kaj je zdaj kulturni kreativni sektorji, kje so, kdo so, mogoče nekaterih ne bo več, pa bo čisto novi nastali. Kako praksi? Vi veljate za vsiljivca, če se poskušate pogovarjati o kulturni politiki? Na ministrstvu? Ja, jaz nisem iz tega sveta, nažalost. In na našem ministrstvu še vedno večina teh, ki delajo politiko, dobro, vključno z mano na srečo, razmišljajo o inovacijah, tehnologijah in tako naprej na tisti trd način. Kaj to pomeni? Se pravi, bomo vložili v tehnološko opremo, bomo dali podjetjem subvencije za to, da bojo nabavili opremo, da bojo si kupili zemljišče, bomo dali garancijo za obratne stroške in tako naprej. Skratka, gre za vse katedrali. Ja, to je ta trdi del. In mislim, da tako kot imamo tisto dolino smrti med raziskavami pa gospodarstvom, moje tudi kulturni kreativni sektori so v eni dolini smrti, oziroma kreativni sektori so v dolini smrti med kulturo pa gospodarstvom. To je malo podobno kot pri znanosti, tako delimo
bazično znanost pa med bazično aplikativno znanostjo pa gospodarstvom, med kulturo pa gospodarstvom. Mislim, da bi te meje bi morali delati na tem, da jih vedno bolj brišemo. Je pa seveda stvar težko delati. Se pa lahko na nek način kulturna industrija rečemo aplikativni del kulture. Tako. Recimo. Kako pa merimo kulturo? Ker ena od stvari, ki je bilo takrat na začetku 2005, pa tam nekje do 2010, je bilo več teh evropskih poskusov, da so dejansko izmerili, pol, da so že rekli, ok, zdaj pa dajmo res ovrednotiti kulturo, in je bilo en par takih večjih študij pa analiz narejenih. In je bilo seveda, kot zmerom, ogromno kritik na te študije in analize, bilo je ogromno pripomb od tega, da so ene države, edino, kar je bilo kreativno, je to, da so pač nekdanje mlade brezposelne kreativno preimenovali v kulturne podjetnike in samo zaposlene v kulturi, ki drugih pa niso naredile, in so se s tem razbremenile dela socialnih politik, ampak imamo kakšne take približno oprijemljive študije za recimo Evropo ali pa Slovenijo, koliko je kultura vredna? Jaz bi za začetek mogoče se malo vrnil na to, kar je bilo že povedano. Najprej mečkano sem zgrožen, ker je bilo pravzaprav okrogla miza napovedana kot miza o kulturni ekonomiki, govori se pa o kulturnih in kreativnih industrijah. Ker med tema dvema stvarima absolutno ni enačaja. Mislim, kulturna ekonomika zajema ekonomiko gledališča, ekonomiko plesa, ekonomiko glasbe in dejansko to je ogromno, bistveno večje polje, kot je pa govorjenje o kulturnih in kreativnih industrijah. Zdaj, jaz moram reči, da ko se pogovarjamo na splošno o teh ekonomskih učinkih, absolutno obstajajo študije in jih bom tudi navedel, ampak sem mečkan tako ambivalentnega razpoloženja. Zdaj, dejansko študije, ki smo jih tudi s kolegi naredili v preteklih letih, so pokazale, da ekonomski učinki zagotovo v Sloveniji kulture so. Morda še bolj, celo to se je pokazalo, morda malo hecno, ampak da so v Sloveniji še nekoliko močneje izraženi, vsaj kar se multiplikatorjev tiče, kot v večini drugih evropskih držav. Ampak na drugi strani pa direktno povem, da je tema ekonomskih učinkov in tudi kulturnih in kreativnih industrij v mednarodnem merilu izjemno sporna. Se pravi, prej, ko smo omenjali ena od takih znanih študij, ki je bila ena od začetnic govorjenja o tem, je bila študija Johna Marskaffa iz 1988, ravno na ravni Velike Britanije, mislim, da The Arts and Economic Importance in Great Britain. In dejansko to je študija, ki je požela, ki je sicer poskušala ovrednotiti ekonomske učinke kulture v Veliki Britaniji z nekimi kot statističnimi pokazatelji in tako naprej, ampak od takrat naprej, se pravi, splošno sprejeto stališče v kulturni ekonomiki in raziskovanju kulturne politike velja, da se, če se le da, izogibajo sploh govorjenju o tako imenovanih ekonomskih impaktovih študijah. Predvsem zaradi tega, se pravi, so tudi čisto konkretni razlogi. En primer, poleg te Marskafove študije, je ameriške študije, ki so jih naredili Americans for the Arts. To je ena cela serija študij, mislim, se jim reče Arts and Economic Prosperity, ki so izračunali, da je multiplikator oziroma donosnost 1:8 ali še več. In dejansko na osnovi teh študij so se sprejemale gospodarske politike oziroma politike, ki so za kulturo zagotavljale več sredstva, ker so seveda pričakovali neznanske ekonomske učinke od te kulture. Kot teh učinkov seveda ni bilo, ker donosnost na borzi, če vam to reče, da 1:8 je neverjetno. In ko teh učinkov ni bilo, so kulturo dejansko še manj financirali kot prej. Zelo podobna zgodba se je tu zgodila v Evropski uniji, vsaj tako sem jaz obveščen. Se pravi, 2006 je bila izjemno proslula študija The Economy of Culture in Europe, ki je govorila o tem, kako kultura ima večje ekonomske učinke kot avtomobilski sektor, kot kemijski, praktično kot katerekoli gospodarski sektor na ravni Evropske unije. In tudi na osnovi tega so takrat, to je bilo velik, vsaj tako so me informirali, lobistični poskus, in na osnovi tega dejansko se je takrat tudi prvič v Evropski uniji sprejela strategija za kulturo, mislim, da je bilo to leta 2007, začetek 2007, ampak seveda ponovno, ker teh učinkov, ki so jih takrat napovedali, nikjer ni, ponovno se kulturi kot ekonomskemu dejavniku ljudje na mednarodni evropski ravni začnejo močno dvomiti o tem in trenutno tudi na evropski ravni prihaja do skepse. Tako da absolutno zdaj s kolegi, ko smo naredili študije na ravni Slovenije, je zanimivo to, da če ste gledali multiplikativne učinke, se pravi, vi lahko gledate ekonomske učinke, bi rekel zelo v grobem, če gledate te grobe makroekonomske učinke na dva načina.
Eno so pravzaprav neki grobi kazalci, kot so prispevek BDP, prispevek zaposlenosti, dodani vrednosti in tako naprej. In drugo je to večkrat bolj vidik donosnosti, kot so multiplikatorji in podobne stvari. Zdaj, ta dva vidika sta zelo v nasprotju ena z drugim. Zdaj sem za danes, ko sem se pogovarjala, tudi naredila eno kratko analizo iz input output tabel še dodatnih slovenskih. Zdaj, ko smo že računali multiplikatorje, ki mislim, da so bistveno boljši pokazatelj, koliko je resnično donosna naložba v kulturo. Se pokaže, da izmed 63 sektorjev gospodarstva, iz katerih lahko razberemo podatke iz tabel SURS, pravzaprav je med prvih 15 sektorjev 6 takšnih, ki se klasificirajo med kulturo, oziroma bom kar direktno rekel, med kulturne in kreativne industrije. Dejansko kulturne in kreativne industrije imajo večje multiplikativne učinke kot jedrna kultura v splošnem. To so sektorji, kot je filmska industrija, kot je glasbena industrija, kot je založništvo, arhitektura, oglaševanje, raziskovanje trga, ki je tudi kreativna industrija. Dejansko mislim, da, koliko smo delali primerjave, v Evropski uniji tega ne boste srečali. Se pravi, to, da boste tako visoko imeli toliko kulturnih sektorjev, je mislim, celo bi lahko rekli ena slovenska posebnost. Če greste pa gledati, zdaj, ko sem delal analizo za to okroglo mizo, ko se veliko krat govori o prispevku k bruto dodani vrednosti kulture, pa se govori o prispevku k BDP in tako naprej, boste pa na vrhu našli sektorje, kot je javna uprava, kot je zdravstvo, kot je izobraževanje, za katere je popolnoma jasno, da niso ekonomsko donosni. Celo neka pravilnost se skoraj da kaže, da vsaj v Sloveniji tisti sektorji, ki so večji, so pravzaprav tisti, ki so manj donosni, kar bi bil lahko nek, recimo temu, problem slovenskega gospodarstva. Ampak skratka, jaz zelo opozarjam in mislim, da, ko je prej kolega govoril o teh študijah na ravni Velike Britanije, zelo bi se upal podvomiti v to, da so to študije, ki resnično, se pravi, zelo veliko kritike na vse te študije, ki so govorile o ekonomskih učinkih. Ogromno obstaja takih študij, ampak dejansko vsaj na ravni te kulturne ekonomike, akademske, je skoraj da splošen konsens, da so te študije zelo problematične. En od razlogov je tudi to, da govorijo o grobih kazalnikih, ki seveda merijo bolj velikost sektorja, kot pa resnično donosnost sektorja. Lahko je sektor ogromen, pa je normalno, da ima velik prispevek k dodani vrednosti in BDP. To pa ni čisto nič nujno, da to pomeni, da bo za to naložba, ko boste vložili sredstva, za to bolj donosna. Tako da ne da se meriti, razvijajo se tudi metode, alternativne, v tujini pa dolgo časa, še vedno je pravzaprav neka dogma v kulturni ekonomiki, da je alternativa metoda kontingenčnega vrednotenja, ki meri preference ljudi do neke vrednosti. O tem je bilo tudi ogromno napisanega, čeprav ima tudi ta metoda zelo veliko pomanjkljivosti. Zadnja leta se razvijajo tudi določene alternative, nekateri govorijo o merjenju sreče kot alternativi, se pravi tako imenovani life satisfaction. Gre se predvsem za to, da je vprašanje tudi eno. Če mi pokažemo ekonomske učinke kulture ali katerega koli sektorja, velikokrat se ta argument zlorablja za argumentiranje za javno financiranje kulture. Če bi bilo to res tako močen argument za javno financiranje, potem bi najmočnejše javne finance morali v gradbeništvo, v oglaševanje, tiste sektorje, ki imajo največje ekonomske učinke. Se pravi, tako bom rekel, te stvari so velikokrat zlorabljene, zato če se želi vrednotiti javne vrednosti, pomeni to, ali je kulturo potrebno financirati z javnimi sredstvi, so zagotovo bolj primerne te študije, ki sem jih omenil. Ali kontingenčno vrednotenje, ali merjenje sreče, ali kakšne podobne v bistvu študije. Ampak moje osebno mnenje pa tudi to, da je tudi ta razprava kontingenčnega vrednotenja in ekonomskih študij šla nekoliko predaleč in tudi ta osnovna vprašanja o dejanskih ekonomskih učinkih so velikokrat tudi v tujini, vsaj v akademskem svetu, ostala neodgovorjena. Tako da tudi tukaj jaz mislim, da ogromno neke ideologije, ki jo boste srečali tudi na evropski ravni. Tudi osnovna vprašanja o teh ekonomskih učinkih niso bile odgovorjene, zato ker se je ta debata izrazito zlorabljala tako strani kulturnikov, da so pokazali enormne ekonomske učinke, kot strani nekaterih drugih. Mislim, No, zdaj, zelo me zanima komentar vaš, ker zdaj smo imeli recimo temu malo merilce, vi pa imate precej izkušenj z merjenimi. Pač tisti, ki se vas meri, ki se vas klasificira, ki se vas razvršča v te nove kategorije. Mislim, kakšni pa ta razkalica, kako se počutite v zadnjih nekaj letih kot taka pogosto merjena stranka? Ja, pa jaz mogoče še ne čist zaradi tega, ker sem v funkciji producenta na tem polju. Čeprav po drugi strani kot raziskovalka bi lahko pasala ali pa ne. Jaz bi rekla, da nasplošno je tako, da če bi jaz pogledala, res zanimiv ta uvod zaradi tega, ker je bil popolnoma teoretičen, recimo,
Vse, kar pa mi delamo, je pa dejansko čisto organsko izhajalo iz prakse, iz dejanskih potreb ljudi. Ker si videl enega oblikovalca, ki dejansko neki, ali pa bomo rekli nekega ustvarjalca, ki je njegov poklic tudi oblikovanje, in del denarja zasluži na ta način, drug del denarja pa dobi s tem, ki naredi neko razstavo ali pa tako naprej. Tudi, ko mi govorimo o teh delitvah, vse to tukaj se zelo velikokrat dogaja, da mi probujemo te polja zamejiti. V resnici na osebni ravni gre to velikokrat za eno osebo, ki je za eno nogo na tej strani in z drugo nogo na tej strani. In kar jaz bi rekla, se strinjam z Ajdanom, da je izraz kulturne pa kreativne industrije neustrezen v slovenščini. Jaz bi rekla predvsem zaradi tega, ker tudi če govorimo o teh ekonomskih učinkih neke te produkcije, je velikokrat unikatna. Ta industrijski del, mislim, tega pojma ali pa koncepta pa zmeraj govori o tem masovni proizvodnji, ali pa nekako vzadju to masovno proizvodnjo. Če pogledamo, mislim, neko področje unikatnega oblikovanja, je prav namenjeno, da ti narediš en kos. To se pravi, s kreativnimi industrijami bi jaz rekla, da bi, jih lahko premenovali neke kreativne ekonomije in na ta način mogoče bi ta pojem tudi v bistvu več ustvarjalcev razumeli in sprejeli, ker jaz imam občutek, da dejansko ogromno nekih ustvarjalcev na polju se popolnoma ne strinja s to terminologijo in jo tudi noče uporabljati, oziroma se jo je naučili v zadnjem času uporabljati samo zato, da v bistvu uspešno piše neke razpise, ali pa, da se v bistvu uspešno pogovarja z nekimi višjimi strukturami. Ampak s pojmom kulturne industrije pa jaz res iskreno ne vem, kaj bi počela. Če so kreativne še logične nekako, se mi pa zdi, da kulturne pa v bistvu je tukaj, vedno govorimo o neki unikatni produkciji. Tako da jaz za tem pojmom, tudi jaz v praksi ne vidim, da se bi v bistvu uporabljali. To se dejansko uporablja samo v tem diskurzu na ravni oblikovanja politika. To bi tako vprašanje. A vi v praksi sploh kdaj kolaborirate s temi pojmi, razen takrat, ko gledate, na kjer razpis bi se prijavili in s katerimi ključnimi besedami bi teoretično dobili neki denarje, da bi lahko delali tisto, s čimer se res ukvarjate? Mislim, jaz osebno uporabljam to kar veliko zaradi tega, ker se moram usklajevati dve strani, ampak dejansko se mi pa zdi tako v praksi, pa dejansko ustvarjalci o tem ne razmišljajo. Kar bi jaz rekla, je itak v Sloveniji v praksi dejansko to, da z pojmom kreativnih industrij tako samo oblikovalce pa arhitekte več ali manj karakterizirajo tudi na ravni države. V večini razpisov tudi na nacionalnem programu za kulturo je spet tako, to je oblikovanje pa arhitektura. Ni res, recimo, jaz kot družboslovna raziskovalka popolnoma spadam v to polje in sem en tak link, ker recimo sem gledala tudi zdaj, v osnutku Molove strategije kulture, je v bistvu spet, sicer v tem centru Rok zastavljen kot da ne bi bilo to za kreativne industrije. Samo potem je spet napisan čisto konkretno, predvsem za oblikovanje pa arhitekturo. Kar pa mene tako kot praktika skrbi je to, da v tem prostoru bojo dobili možnost ustvarjanja oblikovalci pa arhitekti. Ampak zato, da oni naredijo ene dobre projekte, bojo pa rabili nekoga, ki se spozna na oglaševanje, recimo, ker v bistvu po tej definiciji iz Velike Britanije tudi v bistvu del kreativnih industrij bojo rabili enega programerja, ki tudi spada noter, in zdaj si jaz pa predstavljam, bojo imeli neko produkcijsko ekipo, dva sta imela pravico delati tam noter, jaz upam, da ne bo do tega prišlo, ampak si tako v praksi predstavljam, programer pa ne, zaradi tega, ker se pa on na klasično polje gospodarstva spada. Jaz bi rekla, da so v bistvu zelo nevarne te definicije, če ne poznamo in ne spremljamo tega v bistvu naravnega procesa dela. Naravni proces dela je tukaj nekaj, kar se dostikrat pozabi, da teorija pravzaprav opisuje stvari, ki so se dogajali. Recimo se je kompletni koncept teh tudi kreativnih industrij je bil nekako iz dveh razlogov. Prvič, nekateri pravijo, ker so hoteli apolitizirati slab sloves, ki so imeli kulturne industrije, zaradi tega teoretskega podlage, da je to nekaj slabega, pa to na drug način se je pa oblikovali eno prakso, s katerim je velik del ustvarjalnih ljudi dejansko poskusil živeti. In se je pol iz tega naknadno nekaj izoblikovali ideje pa koncepte. Saj v bistvu je tako. In pol tudi ste take nerodne asociacije, ki pol začnemo vse delati, recimo kulturnik je ustvarjalen. Gospodarstvo potrebuje ustvarjalnost. In pol se začne iz tega nekaj. Jaz samo razmišljam to, recimo, jaz sem velikokrat razmišljala, zakaj pa ne bi mogel biti en zelo talentiran kuhar.
ki je v bistvu totalno na področju kreativnih industrij, ker res inovira, ker res naredi, ne vem, čist neko nov preskok po hrani, ampak ne, on ni z tega področja, sam oblikovalec pa arhitekt, ne. Tukaj se zakomplicira, meni se zdi tako abstraktna definicija tega, da res sprejmeš neko znanje, pa ga transformiraš, ne, pa mu daš neko dodano vrednost. To definitivno je bolj smiseln način definicije, res je pa to, da na birokratski ravni je pa v bistvu identificirati potem tiste, ki si zaslužijo tako definicijo ali pa ne, mislim, je pa kako jih klasificirati, je pa težje, ampak je pa edin smiselno, ker mislim, da ravno zato mora biti sistemske politike isto ustvarjalne, kot s populacijo, s katero se ukvarjaš, mislim, to mora biti nekako, ne vem, zbalansiran. Jaz glih tale birokratski del, torej tisti, ki pač poznate sogovorniki, si lahko predstavljate, kaj bo zdaj prišlo. Ena od stvari, ki je me tako precej spremenila pogled na kulturo, kulturnike in kulturništvo, so bile kolumne Mihe Macinija pred davnimi časi, oziroma še dnevniki, Slovenska kulturniška laž in podobne reči, ob katerih sem tako prvič izvedel, zakaj se je treba, oziroma zakaj se moraš kot dobitnik kakšne nagrade, priznanja, še zlasti mednarodnega, najprej bridko razjokati in potem razmišljati, kaj boš počel, ko boš prišel nazaj. No, ampak glih se mi zdi, da konkretno ideja kreativnih industrij, vsaj če gledamo dobre prakse pa zglede, temeljijo prvič na nezbirokratiziranosti in pa na liku, recimo, enega tega podjetnega kulturnika, ki ne poskuša od države dobiti smisla in smotra svojega bivanja, kaj šele preživetja in vse ostale. A v tem prostoru, ki ga vi pač že dolgo časa opisujete skozi izkušnjo in prakso, sploh lahko govorimo o takih posameznikih in okolju, ki take posameznike ne izžene. In pač zaradi tega, da so lahko te pojmi konkretno imajo vsebino, ali pa to samo spet ena taka nova stvar, s katero se birokrati igrajo. Ja. Zdaj, najprej, preden grem lokalno, bi najprej šel globalno. In jaz, po mojem stavi narobe, mislim, pomotoma tle povabil, ker se ni edini izven koncepta, ker se edini očitno od vseh, kar sem slišal zdaj, ne strinjam, da je država firma. Država je skupno dobro. Je skupnost in skupno dobro. In zdaj, moment, in zato rezultati kulturne dejavnosti so vidni čisto na drugih koncih. Zdaj, če predstavljate si neko pleme, ki enkrat letno izvede skupnostni ritual, nek ples, pa se to pozna na BDP-ju? Ne, en dan so zgubali, ne. Ampak psihologija pa kaže, da ljudje, ki imajo močen občutek skupnosti, so za 30% bolj uspešni dejavnosti svoje. Zanimivo, to se pa pozna pri BDP-ju. In drugo, raziskava splet psihologov med ameriškimi poslovneži, tisti ameriški poslovnež, ki gre zvečer na koncert klasične glasbe, za 40 do 50% bolj pravilne odločitve sprejema naslednji dan. Zakaj? Ker je svojim možganom dal inkubacijsko dobo, se je odmaknil, so po svetu glasbi, ozadju možgani primeljajo in naslednji dan je on bolj uspešen v službi. V BDP-ju se to seveda pozna in mi rečem, ejtega, kako je pa naš biznis men uspešen. Ne? To, da smo pa eni tam svirali, se banker ne pozna. Ne? In sam nekaj povem, če umetnost ne bi bila važen, lepljiv element, ki povezuje skupnost, potem bi jo že davno ukinili, že davno bi izginili. In ta pogled, vse se samo v BDP-ju in samo vse se da meriti, je seveda pogled računovodje. In na to jaz osebno ne pristanem. Ker življenje niso samo številke. Okay? Druga stvar pa lokalno, se mi zdi, je bilo vprašanje. Lokalno pa pač zadnje zdaj v tretji leto, ko se ukvarjam, imam doskrat čas, tudi, mislim, občutek, da zgubljam čas kot predstavnik pisateljev v Sazorju, torej organizaciji, ki proba v tej državi uveljavlja ta nadomestila za avtorske pravice, ker povsod v Evropi to laufa, v Sloveniji pa ne. Sem jaz pač sodelujem v čist neverjetnih pogovorih. In zdaj, če imate recimo od šoloobvezne otroke, vsak od vas lahko en tak pogovor dobi doma. Greste v šoli in kot veste, v šoli plačujete za fotokopiranje.
In potem vi lahko rečete, oprostite, dajte mi razložiti, kaj sem jaz letos plačeval, in stroški niso, mislim, od 30 do 55 evrov pride čez cel let, vi date za fotokopiranje. In v šoli vam bodo absolutno z veseljem vam bodo razčlenili, bodo rekli, evo, 2 evra za toner, 3 evra za najemnino, 5 evrov za servis, 6 evrov za hišnika, ki je fotokopiral. In pa vi rečete, kaj pa za avtorje? Zakaj pa za njih? In isto imam na Ministrstvu za gospodarstvo v razgovoru. Neuradno potem nam povejo, da bojkotirajo to, ker je to pomoč gospodarstvu. Neplačevanje avtorskih pravic in ustvarjalnosti je pomoč gospodarstvu. In tako se tam to razume. Ker oni morajo toliko ceglov zgraditi in toliko ljudi zaposliti in to, da ne plačajo avtorske pravice, je pomoč gospodarstvu. In en najbolj bizaren pogovor na to temo, tudi na gospodarsko firmo je ta, da je on človek rekel, pa vi nam hočete uničiti genijalen, njegov izraz, biznis plan. In pa sem jaz šel gledati. In rekel, poglejte idiote, konkurente, poglejte nas, mi smo genijalni. In pa sem šel gledati po točkah in njih genijalnost je ta, da oni ne plačujejo avtorskih pravic. In zato to kreati, što bolj so uspešni. Zanimivo, ne? In potem boste vi, kreativci, nam boste zdaj vse uničili. Našo genijalnost boste uničili. In pazite. In absolutno je pa seveda zdaj vprašanje z antropološkega stališča, zakaj se nam zdi to tako normalno, da je umetnost, uporabljal bom ta izraz, kultura in antropologija nekaj drugega. Zakaj je umetnost absolutno tako nevredna in absolutno mora biti zmeraj zastonj? In če pogledate v zgodovino, v začetek 19. stoletja, ko je se prvič pojavil prek meje, prenesejo se okoli te ideje o nacionalnih državah. Pač takrat dokaj nova ideja, ampak se je začela pojavljati. In Slovenci so se takrat začeli prvič spraševati, ok, to so Nemci, kdo smo pa mi? Ne? In Nemci so sebe definirali takrat kot kulturnacion, se pravi narod kulture. In prvi slovenski zapisi 19. stoletja v razpravah so bilo, mi smo pa tisti, ki kulture ne rabimo. Ne? In to absolutno še danes, in to je veljalo po vseh slovenskih vaseh in posod in prebivalstvo, pač kmečko in vaško in mi smo tisti, ki kulture ne rabimo. Bam, udarno po mizi. Dočim je pa potem meščanstvo počasi začelo, slovensko nastajajoče meščanstvo počasi začelo jamrati, konc koncev Nemci imajo teater, mi bi tudi enega imeli, ali pa oni imajo operu, mi bi tudi imeli. Ne? In se je začela pojavljati ta ideja, da Slovenci bi vsem kulturo rabili. Ampak meščanstvo je zelo tenka plast slovenstva, na katero je pa potem čez prišel komunizem, ki je pa smatral kulturo samo kot propagandni, ideološki element vsega skupaj, ki ga je treba deliti za ston, ker gre za letak, propaganda, ki se tala. In je kultura za ston, kar je natanko sedlo na uno staro slovensko mnenje, da kulture itak ne rabimo, če jo pa že kdo dela, je pa to popoldanski hobi, je to vaški posebnež, ki je tam eno pansko končnico narisal, pa čau, pa adijo. In na to je v samostojni Sloveniji potem pa segla ta ZSMS, pa potem zares ta misel se je premaknila, da je to še zmeraj nekaj, kar je zastonj, ampak je to v bistvu del sociale. In zato seveda je lahko ministrica rekla okorno, da mi moramo skrbeti za urek, niso sposobni filma narediti, ti pa se bo že znali. To tudi jaz slišal, te izraze. Macini, ti zna 100 stvari, se bo že znali. Mi moramo poskrbeti za urek, ki niso ničesar sposobni. Kultura je torej zatočišče del socialnih politik v Sloveniji. No? In zato tudi spodleti računovodsko gledanje na to. Ker vi ne vlagate v Sloveniji, ne vložite denarja v kulturni projekt, ampak date tam 10, ki so nesposobni, pa drugače ne morajo živeti, pa denajo lakote umrli in vi zdaj to talate, levo in desno. In zato je kultura ohranila v Sloveniji, zanimivo, eno samo funkcijo in ta funkcija je statusna, ki pa točno leže na to programiranje, da mora biti zastonj. Vi se pobahate, da ste karte dobro zastonj. Knjigo pa jaz dobim zastonj. Vstopence sem dobil zastonj. Vse dobite zastonj in to uporabljate za statusno bahanje. Ne? Samo to. Ampak to je osnovna postavka vsega.
avtorske pravice, vse to mora biti zastonj. Kar je pa seveda šokantno, ne? Ker če vi ne plačujete enega dela gospodarstva, zdaj smo pa slišali 3%, recimo, ne? Ampak v Berlinu je to 30% po njihovih merilih kreativnih industrij. 30%. Ne? Če pogledate iPhone, razdelitev, koliko denarja kdo dobi, gre za kreativno industrijo 50 do 60% od iPhona. Ne? Ampak če Slovenci rečemo, to mi ne bomo spreminjali v denar nikoli in nikdar, se s tem od tog denarja odrekamo. Ne? Tako je nastavljeno. Je pa res, da to del socialnih politik ni samo naša posebnost. Ena stvar, ki me je zelo presenetila, je bilo to, da recimo britansko kulturno ministrstvo, če smo spet malo v dohu, praktično nič, ki dost ni velik financer kulture. Recimo, mene je presenetil podatek, da je skoraj največji financer kulture notranje ministrstvo. Zakaj? Ja, zakaj? Pa ministrstvo za pravosodje. Menda zaradi tega, ker so bili eni od najbolj obsežnih projektih v določenem obdobju, so bili poskusi, ko so recimo pač taki v zaporih pa to. V zaporih ali pa v revnih soseskah, ker so pač vse mogoče stvari počeli z mladimi ljudmi, zaradi tega, da so na ta način ugotovili, da če jim daš nekaj za početi, pol niso kriminalci, pa tole in hkrati, če pa uspemo še kakšen talent najditi, je pa to dejansko še nekaj, kar je mogoče dobro prodati, ampak ta ideja, da se kultura res prodaja tudi skozi take politike, je. Ja, ampak zakaj se je zgodilo? Ker so bili v totalnih težavah, so se spomnili, da morajo ustvariti skupnost, ne? In neko skupno dobro. In so pač tako ravnali. S tem pa je jasno res, kar pa moram povedati, ne? V dobi atomizacije, izolacije in osamljenosti je ukvarjanje z ustvarjalnostjo ena redkih smiselnih opravil, ki nam je še ostalo v življenju. Hvala. Ena od stvari, ki je tudi za ta del ni zaverjeten, je pa to vprašanje. Recimo, ko se pogovarjamo o teh rečeh, ali pa velika večina teh raziskav poskuša biti na dveh področjih deluje. Prvo področje je diagnostika, ugotoviti, kakšno je stanje. Dajmo zadevo zmeriti, dajmo tako eno približne podatke, dajmo vrednotiti konkretno tudi, vi zdaj poskušate ugotoviti, koliko je dejansko teh fotokopij, koliko se v šoli, zato ker če hočete dejansko ta problem načeti, pol morate videti, kaj se v šoli fotokopira in koliko je tega in koliko je tukaj tujega gradiva, koliko je že plačan, koliko še ni. Na podoben način, če mi nimamo izmere in izračunov narejenih, samo ugibamo o stvarih. Ampak mene nekaj drugega zanima. Pri nas imamo tako tradicijo, da smo razmeroma še pripravljeni financirati raziskave za diagnostiko. Pač, da ugotovimo, kakšno je nekje stanje v neki točki. Ampak tega prvič sistematično ne spremljamo. Drugič naredimo, ne vem, stanje kulture leta 2005, pa stanje kulture 2010, pa 2015. So to stvari, ki se jih naroči, bolj ne da v predal in se ne analizira, kaj se je zgodilo od 2005 do 2015. Kaj se je delalo prav, katera politika je delovala. Skratka, vse te ideje, da je treba zadeve meriti in uporabljati podatke za boljše javne politike, ne samo kulturne, obstajajo v teoriji. Zanima pa me, koliko obstaja v praksi, recimo, koliko od vaših podatkov je dejansko koristno uporabljenih, ali pa recimo, gospa Verica, koliko od teh študij, ki obstajajo, je dejansko imel kakršenkoli vpliv pri tem, da se država za nekaj ali odloči ali pa ne odloči. Jaz se v bistvu zelo bojim, prihajam tudi z Ekonomskega inštituta, ki dela raziskave na različnih drugih področjih. Dejansko se raziskave zelo malo delajo, tudi na vseh drugih sektorjih. To ni samo značilnost kulture. Na področju kulture sicer obstaja kar nekaj raziskav iz preteklih mandatov. Žal pa mislim, da v celotnem mandatu ministra Grilca in ministrice sedanje Julijane Bizjak-Mlakar, vsaj na spletni strani ministrstva, kar je tudi zgovorno, ni niti ene same nove objavljene raziskave na nobenem področju, kjer boste srečali. Kar mislim, da je tudi precej zgovorno. Tako da, mislim, ko govorimo o drugih sektorjih, govorimo o področjih, kot je zdravstvo, kot je dolgotrajna oskrba, kot so različne stvari, kjer bi pravzaprav takšne raziskave morali biti in morali imeti tudi neke konkretne učinke. Zdaj, na področju kulturnih in kreativnih industrij, ko se pogovarjamo konkretno o tem, vem, da je bila narejena močna raziskava Ekonomske fakultete in Inštituta za ekonomska raziskovanja ravno na to temo o oblikovanju in tako, ki bi ravno tako morala biti upoštevana, ko se bojo sprejemali ukrepi konkretno na tem področju. Zdaj, če lahko čisto na hitro bi sam repliciral na gospoda Macinija, ne vem, mogoče ni bilo čisto jasno, ampak absolutno na eni strani, ko govorimo o BDP,
Ne, mislim, da je zelo produktivno, mislim, da je dr. Vesna Čopič začela govoriti o tem prostoru, da pravzaprav je potrebno na ravni politik ločiti med kulturnimi politikami in ostalimi sektorskimi politikami. To pomeni absolutno, da moje mnenje, da ekonomski učinki so pomembni, ampak niso tisto bistveno, kar določa kulturo. Se pravi, kulturna politika mora usmeriti kulturne politike, socialne politike, ekonomske politike, morajo biti pa navezava na druga ministrstva. Ampak ko govorite, da smo pravzaprav vsi rekli, da ne bi bil samo BDP merilo, to ste se pa zmotili. Ne? Jaz sem v bistvu čisto jasno povedal, da dejansko, ko se odloča o javnem financiranju, nikakor ne sme biti ekonomski učinki tiste temeljno merilo, ampak morajo biti stvari, kot so javne vrednosti, pravi, ali je neka dobrina javna dobrina, ali tam trg ne deluje in podobne stvari. To je tisto ključno, ko se odločamo tudi o podpori kulture. Na to temo bi jaz še rekla, da vseeno je pa treba stvari nekje zamejiti, ker enemu politiku, predvsem pa tudi državnemu uradniku je težko reči, zdaj pa ne vem, toliko javnega denarja ali pa zakonodajo spremeniti v prid za neko neopremljivo stvar. Ne. Strinjam se z gospodom Mazinjem, stvar je bistveno bolj pomembna, saj nas kultura konec koncev loči od živali in recimo, da znanost in raziskave nas tudi ločijo od živalskega sveta, pustimo kakšne sofijske rituale in tako naprej. Ne. Tako da težko je, ne, treba nekje reči, tak vpliv ima, toliko je tega, tako raste, se pravi, zato so pa potrebne mogoče neke definicije, kaj so ti sektorji. Ne. Jaz bi si želela, da seveda bi vsi vedeli, da je ta se pravi neopremljiv vpliv in značilnost strašno pomembna. Ima družben vpliv, ima vpliv na vse, kar nas čaka še v prihodnosti, od staranja, podnebnih sprememb, zdravstvenih zadev. Tukaj povsod bi moralo biti pomembno tudi neoprijemljivo, tisto, ki je težko zmeriti. Ne. Tukaj zato pri kreativnih industrijah recimo je težko ravno ta intelektualni naboj, ki ga imajo mogoče kreativci, tudi so polemike, ne? Kako bi oni lahko pridejo do kredita v banki, če nimajo nepremičnine, imajo pa intelektualno lastnino in neko znanje odzadnje. Ne? Bankir tega ne razume, se pravi, ne bo dal denarja. Bolje slab bankir. Intelektualno. Ja, seveda. Ja, imamo ustvarjalne bankirje. Na temo evalvacij. Ja, Slovenija je znana in nas tudi iz tujine non-stop opozarjajo, da zelo slabo delamo evalvacije na ministrstvih. Ne. Zdaj tale, ki jo je Andrej omenil iz leta 2012, delala se je študija, naročnik so bila 3 ministrstva. Bilo je pač poudarek na industrijskem oblikovanju, čeprav v sami študiji se je pa pogledalo skozi recimo vse kreativne sektorje, se je pogledalo, koliko je analize, zgodovina, definicija, potem anketiralo se je tudi in kreativce in gospodarstvenike, moram reči, da pač vzorec je bil relativno majhen, ker je seveda odzivnost zelo slaba. Ne. Je pa tista študija, končno poročilo je bilo narejeno 2012, se odraža, to pa moram reči, ne, da se vseeno odražalo pri pripravi zdaj teh naših strašnih strategij operativnega programa, kako bomo črpali evropska sredstva do 2020, strategija pametne specializacije, definitivno je ta narejena študija imela vpliv. In zdaj so noter v strategijah, seveda bo to treba zdaj še v meso spraviti, so poudarki tudi na kreativnih sektorjih, povezovanju, bodisi s prostalim gospodarstvom ali pa s turizmom in tako naprej. Ne. Tako da zdaj to pač bo treba res v življenje spraviti. Ta študija je imela vpliv. Pa mislim, da Ajden tudi ve, vi ste tudi delali, ne, v raznih evropskih projektih, čezmejnih projektih se tudi ogromno analiz in študij in takih zadev delalo, ste se pa mogoče malo premalo uporabijo. To je še eno vprašanje, ker vi da ste uporabili 2 taka se mi zdi pomembna izraza. Gospod Zin je omenil skupnost, ja, ste omenili organsko. 2 taki, ki so tudi se da na različne načine uporabljati, ampak konkretno. Pa ne bi zdaj hotel iti v Evropsko prestolnico kulture in podobne pobude, ampak to so razne dobre prakse, ki se malo selijo po Evropi in poskušajo tudi določene pozitivne socialne cilje dosegati. Recimo mi imamo Listan, ki imamo zdaj Savsko naselje kot en tak poskus
tudi skozi ustvarjalne in druge dejavnosti utrditi občutek skupnosti pa vsega. Pa me zanima, recimo, da je kultura, najširše gledano, pa ustvarjalnost lahko tudi koristno uporabljena kot ena taka družbeno povezovalna dejavnost, ki nam dejansko manjka v tem okolju. Na kakšen način se tega dobro lotiš? Da ni samo to, dobil si projekt, za nekaj časa si nekaj pripeljal v eno okolje, potem pa v momentu, ko je zadeva šla, ko je konc financiranja, pa stvar odmre na podoben način, kot če bi tukaj hotel, ne vem, v inkubatorju 5 let vzgajati in bonsaj, pa ga lepo obrezuješ, pa ga pa tamle prečiško zakopeš, pa zdaj se pa znajti. Na kaj treba biti pozoren pri tem, recimo, če se greš tako pobudo ali na eni strani kreativno mesto ali kreativna četrt, ali pa na drugi strani recimo sodelovalništvo in podobne stvari, ki so značilne za te nove oblike povezovanja med mladimi. Jaz mislim, in temu tudi pritrjujejo noveči žanki z tega področja, mislim, da je edini pravi ali pa več ali manj potreba izhajati od znotraj. No? Da še posebej koncept kreativnega mesta je bil v svojem začetku zasnovan. Mi bomo fajn pa zanimivo mesto, pa cool sceno bomo imeli, pa dober brand bomo imeli, pa se bodo preselili kreativci in bodo tle 100 firm odprli in bomo mi dosegali tako ekonomsko rast. Čemer mogoče malo odgovarjam na tvoje vprašanje, kaj tukaj številke pomenijo. Jaz mislim, da zelo veliko. V tistem obdobju, kot so pa spomnila, je knjiga Richarda Floride, ki ima in metodoloških in konceptualnih napak ali pa šibkih temeljev cel kup, s tem, da je zelo lepo prikazala neke povezave med različnimi številkami, neke korelacije in tako naprej, se v nekaj letih urinila v policy making dokumente na mestnih, regionalnih in državnih ravnih in to z nekim zelo hitrim korakom pravzaprav. No? S tem, da on ni imel gentrifikacije, ki se je pa dosti dogajalo v takih okoljih. V momentu, ko so se te cool ljudje naselili nekam, so pol vsi tisti, ki so tam živeli par generacij, mogli ven, ki si niso več mogli privoščiti organske kave in dragih najemnic. Seveda, ampak mi ruši en kup drugih, bistveno bolj osnovnih zadev. Ta koncept kreativnega razreda, ne vem točno, ali res je v razred kreativan, pa ne vem, če sploh gre za razred, tako da že tukaj se mi zdi, da zelo šibkih temeljih. No? Ampak kakorkoli. Če se vrnem k izhodiščnemu vprašanju, mesto treba razvijati od znotraj in v večini evropskih mest se pojavljajo različne kreativne pobude, kreativne skupnosti, iniciative in tako naprej. In meni se zdi največji challenge narediti sistemskega sogovornika za to, da se lahko take skupnosti, pobude, grozdi in tako naprej razvijajo. Bom razložil, zakaj. Še posebej evropski projekti so način, ki lahko za en kratek čas nekaj podprejo. Podpirati zadeve v prvem koraku pogosto nima smisla, ker zadeva težko naredi, ko jo nehamo podpirati 3., 4., 5. korak in pride recimo do svojega 10. koraka. Podpirati zadeve v 8. in pa 9. koraku pogosto nima smisla, ker bi 9. in 10. korak itak naredili same od sebe. Tako da se mi zdi, da je zelo en pomemben moment zaznavati zanimive nastavke in jih podpirati, da se lahko razvijajo par korakov naprej. To se mi zdi primarna strategija in to na neki projektni ravni niti ni zelo kompliciran narediti, se mi pa zdi relativno kompliciran iz tega narediti sistem podpore, neko politiko podpore. In tukaj se zdaj navezujem na odnos med raziskavami, politikami in tako naprej. Mi nekaj raziskav imamo in podatki iz teh raziskav so, po mojem mnenju, kar uporabni bili marsikje lahko smiselni temelji nekim novim politikam na različnih ravneh. Osebno sem sicer mnenja, da je dobro, da so politike dobro utemeljene in bi bilo tukaj čisto smiselno imeti nekaj raziskav več in tako naprej. No. Kakorkoli, bistveno večji primanjkljaj kot na podlagi raziskav se mi zdi politika kot utemeljenih na teh raziskavah. Mi neke celovite politike, vse ne da bi jaz poznal na primeru kreativnih industrij, kreativnega sektorja in tako naprej, nimamo in nikoli nismo imeli, pravzaprav imamo nekaj politik in nekaj verov financiranja, nekaj verov podpore in tako naprej razpršenih in kakšni delujejo boljše, kakšni slabše verjetno, ampak ni pa nekega sistema podpore, neke politike podpore. Zdaj pa, če lahko zlorabam moment, da imam glih mikrofon, bi se pa še odzval na dve zadeve odprej, naročevanje kulturnih pa kreativnih industrij. Zelo se strinjam z vsemi predhodniki, ki so to omenili.
Čeprav mislim, da je podpora kreativnemu sektorju pomembna in tudi merjenje kreativnega sektorja je pomembno, imam vseeno osebno malo skepse, ker je zelo heterogen sektor in ne vem, koliko je res velik ta skupni imenovalec. Mislim, da se prikazuje kot večji, kot v resnici je. Medtem ko na ravni kulturnih industrij in merjenja finančnih učinkov kulturnih industrij, pa mislim, da je tle korak v napačno smer. Zreducirati razumevanje in debato okrog kulture na to, kakšen je njen finančni učinek, se mi zdi absolutno nesmiselno, ker manj kup drugih učinkov, ki so prav tako važni, če ne važnejši in tako naprej. In si zaradi tega ta redukcija razumevanja kulture nesmiselna ali pa celo izrazito napačna. Ja, mislim, da smo vsi tega mnenja, tako da smo se po mojem začetku narobe razumeli. Ampak, kar bi jaz rekla, tako nadaljevala to, kako to vse skupaj nastaja, ne, pa kako se to zgodi. Mogoče tukaj se treba vrniti nazaj na raziskave, ker imam jaz občutek, da se večino teh raziskav je kvantitativnih ali pa da se v bistvu variable identificirajo nekje, ki so bile, ne vem, prenesejo nekje iz tujine in potem se mer. Kar nam pa manjka v bistvu kvalitativnih raziskav. In eno, da bi recimo čistko etnografske študije imel na ravni, kaj to pomeni za enega posameznega ustvarjalca, s čim se vse sooča, ker to je treba preliti potem v neke sistemske rešitve. In še druga stvar, na isti način, ko v bistvu Ajdan razlaga, kako naj bi to v bistvu podprl, ali take iniciative in kako naj bi se to delali, nam manjka v bistvu isto kvalitativnih pogledov v same modele, ki obstajajo že tudi pri nas. Jaz bi, glede na to, da smo v Kinu Šiška danes, bi se čisto povedala, kakšen je bil konkreten primer našega v bistvu delovanja. Ena stvar se najprej na začetku to, da smo mi sploh začeli to coworking sodelovno inicijativo. Jaz se popolnoma strinjam, da je v bistvu, mi smo velikrat dobili kot kritiko, a se vam ne zdi, da s tem neoliberalizem podpirate, zaradi tega, ker dejansko iščete načine, kako v bistvu pomagati nekomu posamezniku, za katerega je v bistvu nek prekerc, ki sistem za njega ni poskrbel in tako naprej. In jaz se popolnoma strinjam s to kritiko, da s tem, ko mi iščemo take rešitve in isto, ne vem, ko obeljamo neko množično financiranje za to, da bi nekdo še zaslužil na trgu, na nek način še vedno dajemo potuho, recimo, da smo lahko še bolj v bistvu tržni v smislu države. Po drugi strani, ko pa jaz pogledam neke svoje prijatelje, ki naslednji mesec ne morejo plačati najemnine, mi je pa v bistvu vsem ta teoretsko, tako ideološki pogled, mislim, tako pač mi ne zdrži. Se mi zdi, da v nekih danih okoliščinah moraš v bistvu imeti tudi neko akcijo. In zdaj jaz pač, mislim, glede na to, da sem znotraj tega in dejavna, težko reflektiram, ali smo v bistvu potegnili ta prave rešitve ali ne. Ampak hočem reči, je pa v bistvu že ta model, kako smo mi v bistvu nekaj prenesli na neko naslednjo raven, zanimiv. Če mi ne bi imeli v bistvu neformalne podpore v Kinu Šiška, ki je znala prepoznati njihovo resnično poslanstvo. In to je, da oni v bistvu za vse to območje, karkoli se dogaja, da oni v bistvu nudijo zaledje nekim iniciativam in da jim pomagajo na tej osnovni ravni. Oni v bistvu niso to delali po nobenemu razpisu. Lahko tudi v končni fazi ni to sam pomenili dodaten del. Smo mi prišli do njih, pa smo rekli, ali bi lahko mi v bistvu začeli tle desno izvajati naš model, pa bi videli, če komu pomaga ali ne. So rekli, ja, dajte, probati in so nas v bistvu še spodbojali, da smo imeli večje frekvence, kot smo na začetku mislili in tako. In s tem smo mi nekako dozoreli. Meni se zdi, da to v bistvu, ki je zelo konkretna pomoč in zelo pravilno razumevanje tega poslanstva neke javne inštitucije, se mi zdi, da to lahko veliko pomeni. Se mi zdi, da na podlagi tega, da Kino Šiška dela to na velikih načinih. Pa recimo, ne vem, imaš neko ekipo street artistov, ki jih potlej jim pomagajo, ne vem, tako pa dobijo nek projekt, pa potem oni pač naredijo stavo, pa se s tem vzpostavijo, ali pa imajo neko razstavo. Ampak gre za to, da v bistvu bi lahko marsikaj, ker že imamo kapacitete neke javne infrastrukture, na prav način, če ne bi bili tako rigidni, bi lahko jih v bistvu res uporabljali, pa s tem pomagali ogromnih nekih problemih, ki se srečujejo. Zaradi tega, ker se mi zdi, da predvsem v tej populaciji, ki mi govorimo, imamo v bistvu problem s produkcijskim prostorom. S produkcijskim prostorom najprej, da se to lahko naredi. Čisto osnovni higienik, res produkcija. Se tukaj pa prije že od tega, da v praksi je ogromno rešitev že znanih. Ja, sam se ne prepoznajo, ja. Ali pa se ne izvajajo na pol vse. Recimo, tukaj bomo zdaj sklenili ta del, ker smo jih približno na 1 uri, dobri. Ja. Sam repliko bi nakratko dodal k Evi.
ko si omenila v bistvu, da so vas obtoževali neoliberalizma in tako naprej. Zdaj dejansko pač, ker tudi prihajam z ekonomske fakultete, pa se tudi s tem srečujemo, jaz mislim, da je v Sloveniji izjemno pomešano, kaj je neoliberalizem, kaj skratka, to je ena taka blazno, ena taka čudna beseda, ki se lepi na vse in tako naprej. Zdaj dejansko tudi v teoriji pravzaprav kultura se nahaja med trgom in državo. In zato tudi jaz mislim, priznam, da sicer nisem nek velik ekspert za kulturne in kreativne industrije kot takšne, sem kulturni ekonomist, ko sem začel povedal, ne pa specialist za to, ampak definitivno je to sektor, ki je pomemben, ki je ključen in ki ga v Sloveniji moramo razviti. Tako kot je pomembno, da je kultura, da ima državno podporo, tako je tudi pomembno, da razvije trg in da se podobne stvari, recimo alternativni ekonomski modeli, skratka, da se neke stvari, ki so tržne, tudi razvijajo. Absolutno ni prava opcija to, da zdaj vse samo tisto, kar podpre država. Tako da eno in drugo mora biti prisotno. Tukaj zavrstim še gospoda Gacinja, tako nekaj pocukati. Pri velikih stvarih, ko pač pišete o stvarih, so tako toliko očitne. Ali pa konkretno tudi to, recimo, če se sam vrnemo na ta vprašanje, da je lahko to, da ne plačuješ avtorskih pravic, tvoj poslovni model. Recimo, to je nekaj, kar na velikih področjih vemo. Tudi recimo, če se greš piratstvo, tudi če se greš karkoli drugega. Pač to je nekaj, kar lahko ne vključiš v poslovni model. Ampak a je to nekaj, kar zakaj je treba take stvari tukaj res na novo odkrivati, če bi si povsem, in če greš gledati že samo biografijo Marije Terezije, recimo, so to stvari, ki jih je poskušala ona nekako približno v te kraje. Sicer ne lih na ravni avtorskih in podobnih del, da pač niso o tem govorili, ampak postaviti take osnovne ordnunge za delovanje nečesa, čemu rečemo država. A se res tukaj pogovarjamo o tem, da moramo samo osnovne ordnunge prepoznati in jih začeti uveljavljati? In so vse te debate že tako ene par nivojev previsoke, oziroma, kot bi rekel gospod Cerar, nekomu, ki je na stopnji 1 ali pa nič, razmišljamo, kako bi podprli stopnjo 8. Zdaj jaz, seveda, mislim, tle je spet ta daven princip, da smo mentalitetno narejeni tako, da je oblast in s tem pravni red, da sta to neka sovražnika, mi pa probamo mučkati in tučkati vmes. Kje je tle v konkretnem tistem sestanku, ki sem ga prej omenil, ker je človek imel genijalen biznis plan, s tem, da bo on kopiral, pa ne bo plačal avtorskih pravic, ampak je poje zaposlil že ne vem koliko, zgori na pamet, 10 ljudi. Ampak poje pa problematičen je pa zdaj ta na nek način ta neuraden, ampak vsem pritisk z Ministrstva za gospodarstvo, čakajte malo, zdaj boste pa pisatelji uničili 10 delovnih mest v Sloveniji. To je pa ta problem. Tle bi pa oni rekli, čao, mali, adijo, odprl si piratsko firmo, zdaj pa še zapri piratsko firmo, pa 10 zaposlenem razlog, zakaj si zaprl. Ne pa, da so krivi, so ustvarjalci, ker hočejo plačilo. To je pa, mislim, se tle, sam za to gre. Mi nekako ne ločimo med tiranijo in čist navadnim redom. Tle ga sam za red, pač. In nekako nam ni ratalo to. Mislim, sem že ugasnil tole, tako da kar nekaj. Mislim, da je čas za stale delo. Za vaša runda vprašanj. Ne vem, a bo kdo posodil moj mikrofon. Ja, imate. Pozdravljeni, Aleš Gorišek. Mogoče bi tukaj dal, kratkole se malo navezal, kulturni produkt, kad danes nismo še to, se mi zdi se ga dotaknili, mogoče pa tukaj en del problema, ker če gremo mi avtorske pravice plačevati, zdaj ta kulturni produkt, pa lahko una organizacija kolektivna, ki te avtorske pravice zbira, včasih stane več, kot unih 10 ljudi, ki to kopirajo. To sem tako ena ideja z leve, tako malo. Tako da to ena stvar, ki pa še zanimiva je pa, se v Sloveniji na prebivalca mi damo za kulturo kar precej, če se primerjamo z ostalimi državami. Tako da mogoče je vsem to, mi od tega kultura ni, se pravi, mi nočemo imeti z denarjem, to se pravi, merimo to srečo, ki nam je ta kultura daje, ampak po drugi strani pa za to srečo pa tudi zdaj rabimo denar.
In zdaj, kako ćemo mi zdaj narediti to, da bomo rekli, ok, damo sicer za kulturo na prebivalca več kot druge države, imamo pa problem, ker še več ljudi bi se pa s kulturo ukvarjali. Ne vem, tako, sam za razmislek. Hvala. Imate kakšno željo, kdo bi... Ne. Jaz sem govoril, ker ste se te sreče dotaknili, ampak ja, absolutno, mislim, ta teza, ki ste na koncu navedli, je celo že tudi zapisana, oziroma mislim, da je Hans Abing, Nizozemec, v knjigi 2002, Why are artists poor? The exceptional economy of the arts, točno to tezo povedal, se pravi dejansko, da če bo država višala sredstva za umetnike, se bo še toliko več umetnikov odločilo, nesorazmerno več, se jih bo odločilo za umetniške poklice in bodo v bistvu še bolj revni. Se pravi, dejansko ni odgovor na vse v javnih subvencijah, ampak ne, zdaj je pa seveda to vprašanje za $1 milijon, ne, dejansko kako pravzaprav zagotoviti, da bo umetnosti šlo dobro. V vseh državah dejansko finančno stanje umetnikov bi se skoraj upotrditi, da je v Sloveniji, kakorkoli že govorimo o tem, še kar dobro. Vsaj v primerjavi z mnogimi drugimi državami. Točno tako, kot ste tudi omenili, slovenska sredstva, javna sredstva na prebivalca so celo med najvišjimi v evropski, oziroma primerjalno so zelo visoko, bom tako rekel. Vi ste mislili javna sredstva, seveda, ja. Tako da, absolutno, je pa to, ne, tako, kot ste rekli, hudo vprašanje, na katerega tudi drugje nimajo odgovora. Super, ti sem jaz. Andrej Pengov. Mislim, da ti pišoči umetniki nimajo tazga, ne zajedajo tako globok v skupen družbeni produkt, recimo kot glasbeniki, oziroma drugače bom rekel, morda, če bi na glasbeni strani majčken apetite popustili, bi bilo za pišoče ali pa recimo za rišoče in druge umetnike kaj več. Skratka, celotno to vprašanje avtorskih pravic, po moje bo čez 50 let zginilo, ampak je treba urediti na eni, rekel, normalni družbeni ravni, ki jo ta družba lahko doseže. Skratka, med sabo se je treba na ravni umetnikov in ustvarjalcev nekaj o tem zmeniti. Ampak kot mnenje, kot vprašanje pa tole. Govorimo v glavnem o družbenem produktu in o javnih sredstvih za kulturo. Kaj pa privatna sredstva za kulturo? Ali pa drugače bom rekel, zakaj kulturne produkte ne podpira bolj privatna industrija ali pa biznis? Ali še drugače, kdaj bi se to lahko zgodilo? Hvala. Lahko, ja, ne, Lenart nas je prosil, da preden imamo debato, da ne napišemo eno misel. In to je ena misel, ki sem jo že zadnjič enkrat oblikovala. In sicer se mi zdi, da če bi povprečen gospodarstvenik toliko vedel o umetnosti, kot ve nek umetnik o gospodarstvu, ali pa mora vedeti o podjetništvu za to, da preživi, se mi zdi, da bi mi kot država imela veliko boljše temelje za v bistvu razvoj. Ker kaj res gledam to? Ravno zadnjič so nam tudi na eni debati, ki smo imeli to vprašanje, pa so, ne vem, pa so govorili pač ljudje iz kulture, ja, kako bi nam lahko podjetja dala sponzorstva pa donatorske sredstva, ja, nam bi lahko, pomagali, kako bi v bistvu to, da bi dobili več sredstev s temi stiki z gospodarstvom, ker smo bili v nekem gospodarskem kontekstu tako na debati. Jaz pa ne pristajam na to, jaz se zdi v resnici, da je to preveč v bistvu konvencionalno, pa da je v bistvu to že zastarel model in predvsem se mi zdi, da to postavlja v polje kulture ali pa umetnosti, na eno tako pozicijo, ker vedno se prosi nekaj. Kar jaz vidim, je ključen v bistvu vrednost tega, v tem, kar je bilo že v bistvu posredno že neparkrat izrečen, v tej dodani vrednosti, v nekem bazičnem znanju. In jaz bi rada videla, jaz se spomnim, ko mi je moj oče enkrat razlagal, ko je bil drugače tudi zaposlen v gospodarstvu, ampak je tako v 80-ih pa 90-ih, ko je ta firma šla dobro, pa rekel, Eva, mi smo imeli kar dva umetnika, smo pa imeli kar tako na plači. Jaz rečem, kako ste jih imeli kar tako na plači? Reče, ja, zato, da so šli dlje. Da so šli dlje, kakor vsi ostali v uni firmi in da so bili neobremenjeni. In jaz bi rada videla to, da ko mi govorimo
ne vem, da bomo imeli v bistvu ta profil ljudi tudi na trgu, jaz po eni strani rada videla, da se ljudje zavedajo te širine, a ne? In da tudi ni point v tem, da vsak umetnik producira neko aplikativno vrednost, a ne? Meni se bi zdelo super, da inspirira inženirja zraven in da on naredi nekaj konkretnega, a ne? Tako da jaz mislim, a ne, da mi zelo ozko vidimo vse te stvari. In po drugi strani bi tudi rekla tako, da a ne, prevečkrat je tako, da ljudje v Sloveniji, ki imajo denar, mislim pa zdaj čisto banalno primerjavo, da imajo kuhne za 20.000 evrov, a ne, ampak v tej kuhni ni niti enega umetniškega dela, a ne. In je v bistvu treba spet vzgajati, a ne, da če imamo v bistvu ta koncept, če sprejmemo ta koncept simbolne potrošnje, a ne, da je v bistvu primerjava med nekimi bogatejšimi ljudmi, ne samo to, katero firmo kuhne ima doma, ampak tudi to, da podpira tega pa tega umetnika, a ne. Ampak tukaj pa jaz mislim, da se začne šolo in mi imamo v bistvu umetnostne vzgoje ali pa tudi zgodovine pa vsega tega, to je zelo mehen, proporcionalno glede na ostale predmete, tako da se mi zdi, da ja. Otroke naučijo, da lahko kopirajo brezplačno in da je to nevredno, potem on bo odrastel in bo valjda samo se drl, dajte mi karto za ston, plačajo pa ne bodo. To je tako osnovno. In če bi videli te ravnatelje tam na debatah, ko se zgražajo, da bi mogli biti pa umetniki plačani, kakšna sramota in tako naprej, to so ravnatelji, vemo, sunce in se zgražajo, da bi avtorsko delo bilo plačano. In to so ljudje, ko vzgajajo otroke, ajmo zdaj, no. Zdaj bomo pa tle razpravljali, zakaj. Valjda bo klical, da hoče za ston karto, no. Glede teh zasebnih sredstev bi sem dodal, no, se prečujem, ampak poznam te številke, ki smo na njih delali tudi za dr. Čopiča za neke študije. Jaz mislim, da ko se pogovarjamo o tem, da so kulturne in kreativne industrije prenčavka oziroma nek moden termin, so tudi zasebna sredstva natančno isto. Se pravi, zlasti tudi v Sloveniji in posod drugje imate davčne olajšave in podobne stvari, ki so popolnoma neizkoriščene. Se pravi, so izkoriščene tam una 0,3% do 10%, una posebej za kulturo pa celo samo 1%. Se pravi, tako, 99% podjetij ne da teh olajšav. Se pravi, tako kot s kulturnimi in kreativnimi industrijami je to področje, ki je potrebno urediti, ampak tudi od tega področja verjetno ni za pričakovati čudežno. Verjetno se lahko neka dodatna sredstva zberejo, ampak za pričakovati, da bo v Sloveniji tak sistem kot je v ZDA, kjer podjetja množično podpirajo ali pa donirajo in tako naprej, verjetno že, se pravi, slovenski sistem je v temelju zelo drugačen kot ameriški. Potrebno bi bilo to urediti, da bo boljše, ampak pričakovati, da bo po tega res velik delež šel za kulturo, je pa verjetno majčkeno iluzorno. Ja, oziroma, veliko ti pove o tem, če pogledaš, kakšne spomenike si postavljajo ljudje, ki imajo denar. Ali je to bajta za 1 milijon evrov, ali je to pač umetniška zbirka ali pa eno krilo ekonomske fakultete, kjer financiraš pač. No, ali pa kakšne akademije, ne, da ne bi bili. No, česar bolj že, ja. Ali pa inštituta se kar bolj. Še jaz nekaj dodam? Na temo zasebnikov pa gospodarstva, ne? Ena lušna analiza se dela vsako leto, oziroma mislim, da na 2 leti, Inobarometer na Evropska komisija, seveda z denarjem za držav članic to naredi. In lansko leto so celo podjetjem, kar velik vzorec se vzame, za Slovenijo recimo je bilo 500 podjetij zajetih, kar je relativno velik vzorec. Mislim, da domače raziskave nikoli takega vzorca ne uspejo dobiti. In je en tak standarden profil, se pravi, ki bi naj odražal slovensko gospodarstvo. Prvič se je pojavilo na vprašalniku tudi par vprašanj na temo dizajna pa povezovanja, tega dizajna, v angleščini dizajn, v širokem smislu, ne, z gospodarstvom. Prosim? Ja, tako še zasnove zraven, da sem nekaj povarjal. Še kot ja. Ne? In je pokazala lanska ta raziskava, da smo seveda najslabši Slovenci, ne, pri vprašanju, da je dizajn centralni element v strategiji podjetja. Ne. Samo 4% podjetij slovenskih in recimo za primerjavo UK oziroma Danska rečemo 15%, Grčija zanimivo 48%, Nizozemci 18%, se pravi tam nekje okrog 20% je povprečje. Ne. Potem pa tudi, da dizajn sploh nima veze s podjetjem, ne, se pravi, mi ga ne poznamo, ne uporabljamo, smo spet top of the tops, ne, smo najvišji odstotek dosegli, daleč nad povprečjem oziroma pri prejšnjem pod povprečjem. Tako da tukaj so
potenciali. Ne. Zdaj gledano z vidika gospodarstva, seveda tega povezovanja, ne zdaj, da bojo meceni, da bojo kupovali umetniške zbirke, ampak prav v procesu podjetniškem ali pa inovacijskem procesu, če tako rečem, kako kreativni del priključiti, ne, in potem tudi celotno podjetje, rečemo, s tem prežeti. Ja, to mi sem spomnil eno anekdoto, ki je sem imel enkrat intervju z enim oblikovalcem, zelo znanim, v enem od neimenovanih ljubljanskih hotelov v centru mesta. In eno od prvih stvari, ki mi jih je povedal, je rekel, tukaj v tem hotelu imajo 6 različnih pisav, pa nobena ni v redu. In to je za hotel v centru mesta, ki stane toliko pa toliko na noč, popolnoma nesprejemljivo. Na kar sem rekel, to je že ena taka. Korenina s tem, nekaj raziskala je tudi naredila velika, par let nazaj, koliko slovenskih podjetij zanima ta stik z uporabnikom, kaj si uporabniki mislijo o njihovih storitvah in izdelkih. Mislim, da čez 90% slovenskih podjetij absolutno ne zanima, kaj se vi mislite o njih. Fuck off, pravijo slovenska podjetja svojim uporabnikom in kupcem. No? In to je zanimivo stanje mentalitete. Ne? Sam še tukaj bi dodala, ker to je res zanimivo tema, se mi zdi. Druga stvar je, da je bila prej debata tem, da imamo preveč umetnikov, ne, pa da se jih v bistvu podpira in tako naprej. Kaj bi jaz rekla, mogoče se mi zdi tako, pač jaz ne bi govorila o količini, jaz bi govorila o kakovosti. In mi govorila o tem, da pač bi treba zasledovati točno to, da imamo mi v bistvu kakovostno produkcijo, ne. Kar se pa recimo dogaja na ravni države in razpisov, če govorimo o tem delu, ne o trgu, se mi pa zdi, da se ne more nekako odločiti, a je v bistvu razpis to je nek socialni korektor, ali je v bistvu to neko denarno sredstvo, ki boš dobil za to, da boš nekaj res dobrega naredil. Ne? In ker se v bistvu skozi nekako probamo na obeh stolih sedeti, se potem daje, ne vem, se drobil na razpisna sredstva, ne? Da na koncu skoraj da vsi dobijo pač, ampak v praksi pa to pomeni to, da ne more biti kakovostne produkcije iz tega in potem ni v bistvu niti avtor plačan primerno, ne? Niti ne more imeti niti dosti časa za to, da bo on nekaj sproduciral. In jaz mislim, da se to ni škoda, da se odloči in se reče, ne bomo podprli 15 projektov, ampak jih bomo podprli 6. Dobro, samo pogled, veš, to je stvar odgovornosti, ne? Slovenska občina ima razpis, ima, ne vem, 5000 evrov na voljo in potem vsak mu da evro, pa je 5000 kandidatov podprla. Wow, koliko glasov je to na volitvi? Ne, to je slovenska egalitarnost in strah pred odgovornostjo. Ne, da jaz rečem, klinc teh 5 evrov imam sam, ampak to je zato, ker mislim, da boš nekaj najboljšega naredil. Ampak hotel sem nekaj drugega povedati. Hotel sem to povedati, da poglejmo, zdaj ne vem, če zdaj greste dan, pa prežgete televizor, boste verjetno kakšno turško nadaljevanko, kakšen Sulejman bo okoli jahal, pa vahal sabo. Okay. Ampak Turki so to snemali 100 let, kaj vem, ne vem, 50 pa zihar. Te nadaljevanke snemajo. Ampak kaj se je poje zgodilo, ne vem, par let nazaj? Na enem sestanku je nekdo zastavil vprašanje, ki je v Sloveniji absoluten tabu. Komu bi mi lahko to prodali? Potem so mi rekli, se res. To bi pa koga še zanimali drugega. Resno. In pa so najprej splanirali arabske države. In so najeli antropologe, da preberejo scenarij, da vidijo, kako bi štimali, kaj je treba prilagoditi. In nenadoma oni to prodajajo ne samo po arabskih državah, ampak evo, tudi v Sloveniji, pa cel Balkan in vse to, ne. To je v Sloveniji totalen tabu, ne. Komu bi to še lahko prodali, ne. In pa ste zdaj nekaj, še bolj zanimivo. Če stalno govorimo o denarju in nekih umetnostih, pa to. Ok, zdaj ne vem, koliko se spremlja, ampak pač Sazor, ko kolektivno organizacijo, ko skupno dobro, so hoteli tam meni prevzeti, v redu. In sem dobil od odvetnikov tožbe, grožnje in tako naprej. To je vse normalno, to sem jaz pričakoval, če sem se uprl, sem to tudi pričakoval. Ampak jaz sem dobil grozilna pisma od članov, od avtorjev. Kakšna sramota, zdaj se bomo pa z denarjem ukvarjali, gospod Mancini, podlegli ste Mamonu ali kaj, sramota, umetnik mora misliti sam na umetnost in bla, bla, bla. In je bil ta flag, ta topniški ogenj z obeh strani enako močen. To pa so lokalne posebnosti. Ampak spet smo pri šolah. To je delo, ki ni plačeno in ne sme biti plačeno. In je zato neuredno v resnici. Ko če nekaj zastonj dobite, to smatrate za neuredno. In spet smo pri vzgoji. Če povzamemo, imaš vzgoja, osnove in še par takih pojmov.
Tako da, hvala vsem vam za obisk in poslušanje, hvala vam, da ste želi povedati svoje, na kakšen način to spraviti v prakso. Tudi ne, tako da upam, da se bo ta debata na vseh ravneh nadaljevala in da bo čim manj brnčavk in čim več vsebine. Tako da hvala.